Rusija, Moskovska regija, mesto Moshajsk. Cerkev Joachima in Ane. Gremo v notranjost cerkve. Tla v cerkvi so popločana. Standardni, klasičen vzorec. In tukaj je, kot da bi bila na tleh položena čudovita preproga. Ampak to ni preproga. To je keramična ploščica. Zelo lepo. Presenetljiva je odlična ohranjenost talne obloge. Veliko ljudi je redno obiskovalo cerkev. Ploščice pa izgledajo kot nove. Vprašal sem lokalne cerkvene uradnike. Talne ploščice v cerkvi niso bile obnovljene. Gre za stare ploščice zelo visoke kakovosti. Čeprav je minilo 1,5 stoletja. Tukaj je napis proizvajalca. Kosindur, Moskva, območje rdečih vrat. Pravzaprav to ni proizvajalec, ampak prodajni zastopnik. Keramične ploščice je izdelalo nemško podjetje Villeroy & Boch. Kremelj mesta Moshajsk, katedrala svetega Nikolaja. Stavba osupljive lepote. Vendar je notranjost cerkve videti drugače. Enake ploščice na tleh. Na različnih mestih se izdelujejo različne barve in različni vzorci. Zvezdnato nebo na tleh templja. Zelo raznoliki modeli in vzorci. V tej cerkvi so ponekod odpadle keramične ploščice. Oznaka proizvajalca je postala vidna. Poljsko podjetje Marivil iz Varšave. Nemško podjetje Villeroy & Boch. Napis Metlač Merzik pove, da gre za prave nemške ploščice. Se pravi, izdelano v Nemčiji. Molitev k Bogu se izkaže veliko bolje, če ruski verniki stojijo na kakovostnih in lepih ploščicah. Izdelano na Poljskem in v Nemčiji. Zdi se, da je bilo vsemogočnemu Bogu všeč sodelovanje med ruskimi pravoslavci, poljskimi katoličani in nemškimi protestanti.